Mariem, živijo. Lep pozdrav, sem se poboj. Jajca. Vsi dobro poznajo eno jajce na dan, zdravje daje, moč daje, karkoli. No. Ampak potem se pač pojavilo nekaj razmišljanja, da preveč jajc vsem ni dobro. Kakšno je tvoje stališče? Eno jajce na dan bi moralo res, oziroma dejansko od žene zdravnika stran skoraj si pa to reči, ne teres. Nekaj tazga, ne pa... Nekaj takega, ne. No, meni se zdi, da skoraj bolj kot pa jabolko, ampak to je zgodba za drugič. Ja, dejansko jajca so, lahko jim rečemo, popolno živilo narave, eno izmed naših najljubših Feelgood živil, skoraj dejansko prava lekarna raznih mikro in makro hranil. Je pa res, da se okoli njih vrti ta fama o holesterolu, da holesterol pač ni zdrav. Dolgo časa so nam govorili, da ne smemo jih jesti, ker vsebujejo holesterol in da holesterol v splošnem je problem za naše telo. Verjemite mi, na besedo podpišem se z vsem, kar sem in v kar verjamem, da temu ni tako. Holesterol je ključna substanca našega telesa, vsaka celica ga lahko proizvaja sama in če ga ne užijemo dovolj s prehrano, pač sili ima svoj trud, da ga mora proizvajati več samo. Če ga damo dovolj s prehrano, po tem vprašanjem razbremenimo svoje telo. Tako da brez skrbi, če pojeste takih 6 korenjakov za zajtrk, ko to naredim jaz ponavadi, obljubim vam, da to kosilo ne boste pristali na urgenci, da bo srce še vedno na mestu. Verjetno boste pa kar fajn siti in ne boste imeli nobene potrebe po prigrizkih in po raznih sladkih zadevah vmes. To je ravno največja korist jajc, da zelo dobro vplivajo na naš hormonski sistem, na naš apetit, na naš občutek sitosti in lakote in res ne jih zanemarjati samo zato, ker vsebujejo nekaj holesterola. Koliko jajc na dan oziroma kako pogosto lahko uživamo jajca, da ne bi preveč spodbujali holesterol v našem telesu? Vse to, da jajca vsebujejo holesterol v našem telesu oziroma da vsebuje nekaj holesterola, ni slaba stvar, še enkrat ponavljam. Holesterol v naši krvi je zelo slabo odvisen od holesterola, ki ga vnesemo v prehrano. Še enkrat ponavljam. Količina holesterola, ki ga vnesemo v prehrano, ne vpliva drastično na raven holesterola, ki ga imamo v krvi. In jajca kot taka pomagajo, če kaj spodbujati za dobro, pod navednicami HDL, holesterol, da po tem vprašanju zopet tukaj ni problema. Drugi problem, edini problem, ki se po holesterolu pojavlja, je tako rekoč oksidiran holesterol, to je ta poškodovan holesterol. Naše telo, kot bi rekel dr. Joseph Mercola, nima senzorjev za naravni, normalen holesterol v naravni hrani. Edini, na katerega mi smo občutljivi, je oksidiran poškodovan holesterol in to je tisti holesterol, ki je na voljo v predelanih izdelkih, kot so razne paštete, salame, poškodovane maščobe. Ta oksidiran holesterol pa je tisti, ki nam povzroča zdravstveni problem in nikakor, poudarjam, nikakor ne gre enačiti učinkov obeh, se pravi naravnega holesterola v jajcih, mesu in podobnih živalskih izdelkih ali pa v holesterolu, ki je prisoten v predelani hrani. Torej, koliko na dan, koliko vam apetit dopušča. Moj apetit recimo se zaustavi pri 7 jajcih, recimo si več ne moram poiskati, ker imam dovolj. Za nekoga bo dovolj 3-4, odvisno. Ampak ni problem, lahko jih pojeste vsak dan, lahko jih podpogujem zopet, da niso jajca. Vsaj svetujemo tako, da jajca naj ne bi bila od kokoši, ki so bolane, od kokoši, ki so iz baterijskih rej, ki so hranjene z nenaravno hrano. Se pravi, izbirajte morda jajca tistih kokoši, ki so zdrave. Tukaj držim v rokah en tak fajn primer z jajc z našega Pohorja, z ekološke kmetije, ki jih imajo tukaj vedno na voljo. Morda stanejo za malenkost več, ampak verjemite mi, to je investicija, ki se nam dejansko splača, ker je razlika med jajcem ekološke reje, med jajcem konvencionalne baterijske reje ogromna. Hvala lepa za ta pojasnila.